Živijo, lep pozdrav vsem. Danes se vam oglašamo iz Deloitta Ljubljana, ki se nahaja v stavbi Rotonda na Dunajski cesti 165. Jaz sem Meta, na Deloittu Slovenija vodim komunikacije in marketing in z mano je... Jaz sem pa Damjana, sem pa v kadrovski službi. Tako. Ne vem, koliko poznate Deloitte. Na trgu ponujamo številne storitve, vse od revizije, davkov, poslovnega svetovanja, finančnega svetovanja, pravnih rešitev. Mogoče pa bi samo nekaj besed namenili temu, kako smo sestavljeni. Tako da bo Damjana ob naslednjem slajdu pokomentirala strukturo naše firme, potem bo pa povedala še, kje jo najdete in kje pogledate za novimi oglasi. Tako. Se pravi, na slajdu vidite vseh naših 5 glavnih oddelkov. Znotraj teh oddelkov pa imamo potem še različne time. V reviziji najdemo revizorje, finančne revizorje, IT revizorje in pa tim, ki se ukvarja z assuranceom. Potem imamo davčno svetovanje, kamor sodi računovodstvo za stranke, pravni oddelek, se pravi pravni svetovalci in pa davčni svetovalci, poslovno svetovanje s številnimi različnimi timi, finančno svetovanje in pa poslovno svetovanje. Si vse naštela? Vse. Pa na slajdu ni tudi zelo pomembne funkcije našega podjetja, podpornih storitev, kamor sodiva tudi midve. Tako je. Evo, zdaj pa predno krenemo proti prvi kolegici, še en hiter overview naše recepcije. Tle zadnji vidite Moniko, prvi obraz Deloittove recepcije, ki sedi v zelo lepem, sterilnem, belo-zelenem okolju. Meta, lahko pa jaz spotoma še povem, kje kolegi študenti lahko najdejo naše oglase. Ajde. Se pravi, na naši spletni strani Deloitte pod sekcijo zaposlitve. Tam res najdete vse oglase. Takole. Zdaj pa greva midve v kabini. Dober dan. Dober dan. Živjo, Živjo, Altina. Živjo, pozdravljeni v oddelek BPS. Gre za oddelek Business Process Solution, kjer opravljamo računovodske storitve za zunanje stranke. Skupaj nas je 10 sodelavcev in pri naših dnevnih aktivnostih smo močno povezani z drugimi oddelki na Deloittu, predvsem gre za oddelek davčnega in pravnega svetovanja, z namenom, da za stranke izvedemo najbolj kakovostno storitev v najkrajšem možnem času. Možnosti učenja so pri takšnem sodelovanju neskončne. Kot vodja tega oddelka lahko rečem, da je delovna klima v našem oddelku zelo dobra, pozitivna in da poskrbimo, da se vsak posameznik dobro počuti na svojem delovnem mestu. Mogoče ena zanimivost, povprečna starost na Deloittu je koliko? 29 let, kar pomeni, da smo zelo mlad kolektiv in pa tudi, da smo odprti za nove sodelavce na različnih delovnih mestih. Tudi takšnih, kjer se ne pričakuje predhodnih izkušenj. V našem BPS oddelku si predvsem želimo kandidate, ki so organizirani, disciplinirani in ne bi imeli težav z sodelovanjem, pri sodelovanju z mednarodnimi strankami. Potem bi rekla še, da torej ob tej priliki bi tudi povabila vse zainteresirane, ki vas zanima timsko delo v mednarodnem podjetju in se želite veliko naučiti, da nam pošljete svoje prijave in se že zelo veselim srečanja z vami. Za konec bi pa še odgovorila na eno zelo pomembno vprašanje, oziroma bom prosila našega kolega Aneja. Anej, če nam boš prosim povedal, zakaj radi delamo za Deloitte? Ti si se pridružil pred kratkim, ravno iz študentskih klopi in boš verjetno najboljši vir zanesljivih informacij za bodoče kandidate. V kamero gledam. Okej, se pravi, ja, pač tukaj je super delati, ker je pač fleksibilen urnik, kot študent to zelo ustreza, da se ti podjetje prilagodi.
ti je, ne vem, pač kakšen dan delaš od doma in pač lahko se pač pripravi za faks oziroma pač študij. Mislim, klima je vrhunska, tako kot je Albina povedala, vsi se pač tukaj super razumemo. Že prvi dan, ko prideš, se počutiš tako, da si sprejet tako malo večjo družino. Tako da res nimaš nikoli problemov na koga se obrniti, ker ti res vsak pomaga, vsak ti hoče pomagati, tudi če ti ne zna, ti bo pač probal na nek način neke koristne informacije podati. To je to. Hvala. Super, hvala, Okay. hvala vsem. Hvala, adijo. Lepo bodite. Evo, Damjanca, kam gremo naprej? Lahko gremo v revizijo. Ajde. Greva. Zvoli. Koliko je ljudi v reviziji? V reviziji jih je malo več kot 60. Ja. In večinoma so mladi, tudi v reviziji je povprečna starost okrog 30 let. Nekateri delajo od doma, nekateri iz pisarne, malo tudi od klientov. Gremo pa pogledati zdajle v menedžersko pisarno, kjer je danes ena ekipa. Tale flex je kar popularen, ne? Ja. Ti si tudi dosta doma. Premalo. Premalo. Okay. Kje si, Mihi? Kje si, Meta? Živa. Koliko dolgo si pa ti na Deloittu? Kako je v reviziji? 8. sezono in očitno je super, če sem še zmeraj tukaj. Kako pa vi usklajujete hibridno delo s strankami, delo z ekipami? Ja, deloma delamo še zmeraj na terenih, tako kot smo že prej. Spreda, kadar razmere to dopuščajo, kadar pa ne, smo pa skupaj v pisarnah, tako da nekakšno se zmeraj delamo kot nek tim. Po dogovoru pa to delamo od doma kdaj, nadaljavo čisto. Se še spomniš, ko si bil na elektronskem faksu, kako je pri tebi recimo potekal prehod iz faksa v revizijo? Veš kaj, bilo je zelo podobno, zato ker bilo še par sošolcev z faksa, hkrati z mano začeli. Drugače pa enako na faksu smo imeli predavanja prva 2 tedna, tako da so nas pa še izkušnejši kolegi nekako neke osnove v bistvu naučili, pač kako sploh začeti z revizijo, kako iti stranki, kako se obnašati, kaj spraševati. Po 3. teden smo šli pa na en team building, kjer smo imeli tudi predavanja, pa tudi malo zažurali, no takrat še ni bilo covida, takrat smo to še lahko počeli. Kako pa je zdaj v reviziji v tem covid času, kakšne ukrepe ste sprejeli, da ste s timi, s kolegi, predvsem tudi z novimi, še zelo dobro lahko povezani? Ja, to je bil kar izziv, posebej lani, ko je bil ta lockdown, tako da kaj smo naredili mi? Pač, kadar nismo na terenu, kadar nismo skupaj ali na terenu ali v pisarni, se pač smo v kontaktu preko Teamsa, imamo pač te tedenska pa dnevne klice, pač čisto po potrebi, pač tako da smo zmeraj v kontaktu, še zmeraj delujemo kot tim, drugače pa tudi, da se na kakšni jutrnji kavici dobimo preko kamer, pa pač kaj čisto nepovezano z delom, se kaj pogovorimo. Hvala. Evo, zdaj pa gremo k ekipi. Božana, živijo. Tole je tvoja ekipa sodelavcev. Tako, na tekočem projektu ta teden. Bolj me zanima, ti si se pridružila iz enih drugih vod v Deloitte. Malo povej o tem. Ja, lansko leto sem se pridružila septembra, po poklicu sem pravnica, tako da prejšnje moje delo je bilo v odvetniški pisarni, torej nisem imela precej izkušenj na področju revizije in računovodstva, ampak lahko rečem, da tukaj ni bilo nobenih težav pri opravljanju mojega dela, zato ker sem imela velik support in pomoč od svojih izkušenih kolegov. Analitik v reviziji oziroma delo analitika v reviziji ni v bistvu težko, ker začne z čistimi osnovami in tukaj v bistvu ni potrebno veliko izkušenj in znanja od prej, ampak je seveda zaželeno. Super. Čakaj, zdaj pa jaz nekaj še... Hvala, Božana. Ja, jaz pa hočem zdaj še nekaj povedati, ko sem se v bistvu zdaj kar tako spomnila, pa bom kar izkoristila priložnost, pa še dodala, da Miha pa Božana
sta pa živ dokaz za to, da ne ponujamo samo revizijskih storitev, ampak da se na Deloitu tudi rodi ljubezen. Ej, uživite. Bomo mi zdaj še kolega Marka, Ja, ki Mark, dela Mark. v hibridnem okolju, vključili danes. Zdravo, Živijo, Oj. Mark. čau. Ste me že skoraj pozabili, kaj mi ni v pisarni, ne? Ne, sam Meta je bila precej navdušena. Mark, ti pa rad poveš, da nisi vedel točno, kje bi začel, pa kaj bi začel v svoji karieri, pa si se odločil za Deloitte. A lahko malo o tem podeliš z nami? Ja, mislim, dejansko je čisto res. Ne? V bistvu po faksu res nisem vedel, kaj bi počel, oziroma kaj je tisto, kar me zanima. Ne? Zanimalo me je več različnih stvari. Ne? Tako da med faksom si res nikoli nisem predstavljal, da bom kdaj delal v reviziji ali pa računovodstvu, karkoli s tem povezan, ker vsakič, ko sem imel predmet računovodstva, sem si mislil, bljak. Ampak zanimiv, kam te pač življenje pol ponese, ne? Da sem se prijavil na Deloitte. In dejansko po 8 letih sem še vedno tukaj. No. Tako da moram reči, že tako kot je Miha prej rekel, da se imamo res super, pa da smo super ekipa, pač vsi mladi, kar je odlično. Zdaj, ko gledam za nazaj, ne, v bistvu tisti moj strah neki pred revizijo oziroma pred tem, ne, je bil predvsem tem, ker nisem vedel, kaj sploh dela revizor. Ne. Tako da se mi zdi res neka prednost revizije to, da spoznaš vse različne vrste podjetij, ne, in v bistvu spoznaš dejansko njihovo delovanje, spoznaš, ne vem, kakšne imajo procese, kakšne imajo kontrole, medtem pa seveda tudi izkaze družb in vse s tem povezan. Tako da v bistvu na ta način spoznaš res celo gospodarstvo, ne, v bistvu nisi vpet samo v eno družbo, ampak v vse različne, ne, tako da to se mi zdi res super, neka prednost. Tako da ful priporočaš. Ja, dejansko res priporočam vsakmu, v bistvu, ki ima izkušnje ali pa ki jih nima. Ne? Tako da res. Ja, hvala, no, Mark, da si se javil iz udobja domače pisarne, pa da ti danes ni treba tlele okrog kolovratiti. Mi pa gremo naprej k Katarini. Evo, Katarina Kadunc je naša partnerka v reviziji, kjer imamo pretežno samo ženske partnerke in enega partnerja. To je recimo eno tako zelo pomembno dejstvo, na kar smo ful ponosne. In Katarina ni samo revizijska partnerica, ampak je tudi Deloitte CE South leader za talent. Kaj to pomeni in kaj v resnici počneš na tem področju, Katarina? Meta za vprašanje. Najprej mogoče to, da sem jaz tudi prišla, ne vem, kot absolvent ekonomske fakultete v Deloitte pred 18 leti, začela tu kariero po stopničkah, šla gor in postala partner pred približno 3 leti. In čeprav delam skozi reviziji in sem partner v reviziji, sem se izkusila v mnogih vlogah in ta nova vloga, bom rekla temu talent leaderja za celotno regijo, veliko se ukvarjamo v bistvu, kako in strategijo imamo, kako pridobiti najboljše ljudi, kako jih zadržati in narediti dobre vodje in narediti v bistvu v vseh teh funkcijah, ki ste omenili, kako vse narediti top. In dejansko pri nas je vedno možnost imeti različne izkušnje iz različnih področji. Če ni mogoče, če se nekje ne izkažemo na enem področju ali pa da nam ni všeč, kot je Mark rekel, tale revizija računovodstva, morda lahko tudi kaj drugega sprobamo, čeprav je to vedno osnova za marsikatero drugo stvar. Jaz bi rekla, če smo dovolj ambiciozni, željni, sky is the limit, lahko veliko narediš tekom svoje kariere. Tako da želimo to omogočiti vsem ljudem, da se bodo počutili dobro pri nas. Moram še kaj povedati, ali sta že v 3. nadstropju, vidim? Sva že v 3. nadstropju, ampak greva najprej v consulting. Evo, živjo! Evo naš consulting risk advisory, sami lepi in pametni ljudje. Damjanca, šut! Predstavi najprej. Rečemo Timotej. Živjo, Timotej. Ja, pozdravljeni. Sem Timotej Pomar, menedžer v oddelku Risk Advisory,
kjer pokrivamo teme kvantitativnih modelov, bančne regulative, skladnosti poslovanja, IT revizije, kratkem pa se nam bodo pridružili tudi strokovnjaki iz področja kibernetske varnosti. Po študiju na ekonomski fakulteti sem nadaljeval na doktoratu na Univerzi v Amsterdamu, kjer sem raziskoval sistemske bančne krize, zatem pa se zaposlil na Evropski centralni banki v bančnem nadzoru. Ko sem se odločil zamenjati v konzulting, najprej v Nemčiji in potem v Deloitte Slovenija, zdaj lahko delam na veliko bolj raznolikih projektih, še vedno pa največ s bankami. Tisti, ki vas zanimajo teme, kakršne delamo v Risk Advisory, je priporočljivo, da imate vsaj nekaj znanja programiranja in željo po kvantitativnih modelih in pa tudi drugih temah, ki bo še v nadaljevanju predstavila Saša. Izkušnje niso nujno potrebne, so pa seveda zaželjeni bolj in manj izkušeni profili za naš oddelek. Hvala, Timotej. Super si tole predstavil. Zdaj si tudi jaz predstavljam, kaj je to Risk Advisory. Ne, Saša? Saša, ti si bila pa, preden si se pridružila Deloittemu Risk Advisoryju, si bila pa v banki. Malo poveš, kaj je bilo, kako je bilo delo v banki, zakaj ti je tukaj boljš in kaj dejansko delaš. Slišala sem že za AML. Ena velika razlika je fleksibilen urnik. Kot mami 2 otrok mi je to ful pomembno. Druga stvar je, da niti en projekt ni enak in da se pri vsakem projektu ful mnogo naučim, tako da ni neke monotonosti, neke dnevne rutine, tako da včasih je malo hektično, ampak tako je. Pokrivam področje preprečevanja pranja denarja, področje compliance, skladnosti poslovanja, bančne regulative, finančne regulative na splošno, tako da čeprav se mogoče ne sliši zelo zanimivo, v praksi je zelo zanimivo. Thanks. Pa še 2 na koncu, evo. To je pa dejansko drugi oddelek, ne? Ja. Konzulting oddelek. Čez mizo, dobesedno. Toliko smo fleksibilni. Bo pa najprej Matija povedal, kaj je to sploh konzulting, kako si naj nek študent recimo danes predstavlja, kaj delate v konzultingu. Hkrati nam pa še povej mogoče malo tvojo izkušnjo, ti si tudi prišel z EFA-ja, pa si začel kot študent, si prišel s kakšnimi izkušnjami? Ne, to je drugače ful dobro vprašanje, kaj konzulting je, ker je pač res širok pojem in si znam predstavljati, da se marsikomu po pravici povedano sanja, kaj mi tukaj delamo. Ampak načeloma pokrivamo res en kup različnih industrij, od bančništva, javnega sektorja, energetike, tehnologije, logistike, tako da res širok spekter nekih industrij, kar se pa tematično tiče, delamo pa tudi od pisanja strategij do implementacije tehnologij, operativnih učinkovitosti, nekih transformacijskih projektov, tako da v kratkem bi pač lahko opisal, da v konzultingu se vedno pač najde nekaj, kar bo nekoga zanimalo, in prek tega sem nekako, to je bil v bistvu tudi razlog, ki je bil meni zanimiv, da sem sem prišel, ker je že Damjana rekla, ja, jaz sem tukaj začel kot študent oziroma z zelo malo izkušnjami, ampak sem se pa v bistvu zelo hitro tukaj naučil, ker delo je projektno, tako da sem dobil svoj projekt, to sem delal in tako je šlo pa v bistvu vse naprej zelo hitro. In strmo navzgor. Zelo strmo navzgor, sploh na začetku. No, super. Od študenta v bistvu do senior konzultanta v parih letih. Urša, meni se pa zdi, da je ta naša Urša skozi v tujini, če ne fizično, pa vsaj na vseh možnih projektih. Povej nam malo, Urša, kaj so ti projekti, kako poteka delo, kaj vse se lahko na takih projektih recimo naučiš, zakaj bi bilo to delo zanimivo za bodoče sodelavce? Ja, živa, jaz sem Urša, jaz sem senior konzultant v oddelku poslovno svetovanje. Drugače, moje specializacije so predvsem finančne transformacije, bolj natančno v bistvu redesign planskega procesa v podjetjih. In trenutno delam za eno multinacionalko v Švici. V bistvu pač projekt je pač zelo raznoliko tudi delo, v mednarodnem timu sodelujemo v bistvu z našimi kolegi iz Švice.
Deloitte Švica. Deloitte Švica, ampak tudi v bistvu sem pa core team member v podjetju samem, tako da je mečkam specifična funkcija, ni tako, ker ponavadi, ko mi samo svetujemo, ampak dejansko sem del ekipe. Sem pa v bistvu project manager za projekt Financial Planning Redesign. Projekt je pač večmilijonski, tako da je res izpostavljenost ogromna in tudi bom rekla, da tudi te izkušnje, ki jih pridobivam tukaj, mi bodo zelo koristile pri delu pač s slovenskimi strankami, je nekaj v bistvu tudi malo manjši scale. Drugače pa kaj bi še rekla, kar mi je v bistvu najbolj všeč tudi tukaj pri Deloittu je to, da se spodbuja, to, da iščemo priložnosti v tujini, na slovenskem trgu, da se spodbuja samoiniciativnost, da ni mikromanagementa. Tega jaz resnično ne maram in pač, če lahko sama razvijam svojo kariero, vem, da delam najboljš, kakor lahko, tako da to mi je v bistvu ena taka zelo pomembna stvar. Ja, to je to. Sem ti hvala. Se strinjam v vsaki besedi na koncu. Kdo je naslednji? Lahko gremo kar k njihovemu šefu. Je tle? Ja, zdaj pa pogledam. Hvala vam. Kje je Miča? Svoj pisarni. Kje si Mitja? Mitja bomo še najdel, lahko pa zdajle vključiva fasovce. Dejva, Katarino in Patrika. Čau. Zdravo. Ojla. Živja. Živja. Evo, čakamo Mitjo, pa smo vmes kar dva not potegnali. V redu. Nič bed, ne? Danes sta oba dva v doma. Tako je. Ja. Super je tale flex, ne? Dame imajo prednost, bomo najprej Katarinco pohopsali, bo malo predstavila delo v FAS-u, kaj je to finančni oddelek, finančni svetovalci in malo predstavila recimo profile v vašem oddelku. Živja, sem Katarina, sem menedžer v oddelku za finančno svetovanje. Če mogoče čisto na hitro povem, kaj v našem oddelku delamo. Ukvarjamo se predvsem s svetovanjem podjetjem ali pa posameznikom, ki si želijo svoje podjetje prodati oziroma kupiti kakšno novo podjetje. Tukaj, če malo na praktičnem primeru povem, recimo, če si nekdo želi, če sodelujemo z lastnikom, ki si želi prodati svoje podjetje, potem ga tukaj vodimo skozi cel prodajni proces. Na začetku mu pomagamo, kako naj podjetje pripravi, da bo pripravljeno za prodajo, potem mu pomagamo najti potencialne investitorje z celega sveta, ki bi bili za njegovo podjetje zainteresirani, ter mu potem pomagamo podjetje predstaviti v najboljši luči in sodelujemo pri celotnem prodajnem postopku in pri pogajanjih. Poleg tega je pri samih prodajnih postopkih ključna tudi naša druga ekipa, naš drugi del ekipe, ki se ukvarja s finančnimi skrbnimi pregledi. Tukaj naša ekipa pregleda, če podjetje, ki se prodaja, res posluje na način, kot trdi, da posluje, tako da kupec ve in se informira o tem, kaj kupuje. Potem pa znotraj ekipe imamo še oddelek za vrednotenje podjetij, kjer ravno tako lahko predstavimo in pripravimo neodvisno oceno podjetja, ki se ga nekdo želi prevzeti. Tako da ja, to bi bilo v bistvu te naše ključne dejavnosti. Poleg tega pa se ukvarjamo tudi s prestrukturiranjem podjetij, ki so v težavah. Trenutno je situacija dobra, tako da na srečo tega nimamo ravno veliko. Ravno tako pa podjetjem, ki se želijo širiti, pomagamo pri zbiranju dodatnega financiranja. Tako da ja, to bi bilo na kratko to. In ja, moram reči, da delo je res super dinamično. Veliko sodelujemo tako z vodstvi podjetij v Sloveniji, kot tudi z tujimi investitorji res z celega sveta. Živja. Evo, imam srečo, da sem ujela Mitjo Kumarja. Mitja Kumar je pri nas partner v poslovnem svetovanju in vodi svoj konzultantski oddelek, ima tudi širšo, vidnejšo vlogo v sami regiji.
Mitja, mene bolj zanima, kako bi ti konkurenčno prednost Deloitta pred ostalimi konzultantskimi firmami opredelil za študente na EFA-ju, ki iščejo prvo zaposlitev. Jaz mislim, da največji tim, veliko možnosti izbire različnega dela, od v bistvu strateških tem do zelo tehničnih tem, implementacij. Veliko delamo tudi na digitalnih rešitvah. Tako da jaz mislim, da pri nas lahko najdete celoten spektar in spoznate, kaj vam je všeč, pa kaj vam je manj všeč. Ker to jaz mislim, da je v prvih 2 letih kariere najbolj pomembno. Zdaj, prej smo slišali od članov tvojega tima, da se ne ukvarjaš z mikromanagementom, kar ful spoštujejo, in da te ne zanima, kje pa kdaj kdo dela stvari, ampak da so narejene. To verjetno drži. Ja, 100%. Evo, mislim, da je to za študente trenutno najbolj pomembno. Ja, zaradi tega, ker pač preveč nas je in ljudi pričakujem, da svoje delo opravijo in pač pogledamo, če to delo na koncu kvalitetno opravljamo. Cool. To je to. Super. Šibamo še v taks, pa smo pa gotovi. Hvala. Drse. Čau. Adijo, čau. Evo, še taks. Gremo v davke. Jo. No, oddelek davčnega in pravnega svetovanja pa vključuje v bistvu 3 različne time. Računovodenje za stranke, to je bil tim, ki smo ga najprej spoznali, pri Albini. Tukaj sta 2 kolega iz davčnega svetovanja. Ojla. Živijo Eva, živijo Miha. Živijo. Pa jih bomo malo pobližje spoznali. Davčni svetovalci svetujete na področju celotne davčne zakonodaje v Sloveniji, ne? Eva, mogoče najprej pri tebi začnem. Ti si začela v Deloitte UK, Anglije. Ja. Daj nam malo več o tem povej. V redu. Ja, jaz sem začela mojo kariero v Angliji. Prva zaposlitev. Prva zaposlitev, takoj po faksu. Ja, in tam sem bila 5 let skoraj. Tam sem, ja, tam sem začela kariero res, pa nisem vedela, da sem preselila. In pa sem prišla v Slovenijo, začetek leta, in sem se zaposlila tukaj v Deloitte Sloveniji. Si v Veliki Britaniji tudi delala na davkih, kako je šla tvoja kariera? Jaz sem tudi začela pri davkih. No, nisem vedela, kaj bi pričakovala, ampak davki so mi izgledali zelo nedolgočasni. To je čudno reči, ampak je res, ker sem skozi na novicah, pa skozi neke multinacionalke, pa to pa me je to veselilo. Ja, in bolj sem bila pri International Tax, to se pravi, da sem se z mednarodnimi davki ukvarjala in sem se tudi, moje stranke so bile multinacionalke v Angliji. Kaj ti je pa pri delu najbolj všeč, recimo, v Sloveniji zdaj? Ja, meni je najbolj všeč, da je kultura zelo podobna, ker Deloitte je zelo globalni network, globalna mreža in ima skozi mednarodne stranke, mednarodne ekipe. Delo je nedolgočasno, skozi se davčno ozadje spreminja in razvija in to je. Se pravi, tvoja pozicija vseeno, če prav razumemo, zahteva tudi neprestano izobraževanje dodatno, ker se zelo spreminjajo stvari. Drži? Ja, seveda. In davki so tudi podobni v državah. Malo so razlike, ampak seveda, glavne stvari so kar podobne. Se da primerjati. Seveda. Miha, kako pa je tvoja kariera potekala od zaključka študija na EF? Zakaj si se odločil za davke? Živijo. Ja, jaz sem v bistvu bivši študent ekonomske fakultete, študiral sem bančni in finančni management in se v bistvu v času študija zares nisem srečeval, velikokrat srečal z davki. Je pa zanimivo, da je pač ravno znanje iz področja financ in računovodstva se izkazala zelo uporabna pri mojem vsakdanjem delu, ker je v bistvu davčno področje zelo interdisciplinarno in v bistvu deluje nekje na presečišču med pravom in ekonomijo.
Zdaj, pri svojem delu v bistvu delujem na vseh, rečemo temu, 4 večjih področjih oziroma davkih. To so korporacijski davek, osebna obdavčitev, DDV in transferne cene. In v bistvu zares je neko nepisano pravilo, ki je zares zelo dobrodošlo tudi za začetnika, da vsak začetnik dela na vseh 4 področjih, ker v bistvu s tem dobiva širino in razume, kako se zares davki med seboj tudi pogovarjajo. Super. Zakaj bi pa prepričal enega študenta, da je davčni oddelek pravi za njega? Jaz mislim, da delo v davčnem oddelku na Deloittu nekomu na začetku poklicne kariere oziroma poklicne poti predvsem omogoči strmo krivuljo učenja in osebni karierni razvoj. In v tem smislu toplo priporočam in svetujem, da se mladi odločajo za to pot in organizacija kot Deloitte na široko odpira vrata in pozdravlja mlade in zvedave posameznike in posameznice. Top. Damjana, Da vemo, boš šli midve tudi v davke. po mojem moraš Mihata vzeti v promocijske HR firme. Miha v HR je spol davke. Evo. Hvala. Zdaj, Jana, se lahko mojim vsi nazaj noter priključimo. Hvala, da ste bili z nami, pa se vidimo.